V Rdečem križu Slovenije skupaj z območnimi združenji in krajevnimi organizacijami širom Slovenije tudi v času epidemije nadaljujemo s podporo najbolj ranljivimi med nami, ostarelimi, kronično obolelimi, socialno ogroženimi družinami. V času epidemije je za pomoč zaprosilo še dodatno več kot 1000 ljudi, dodatno k temu, da že v naši redni dejavnosti pomagamo najmanj 90 000 uporabnikom. Delamo vse dni in vsak dan v tednu. Dnevno je na terenu prisotnih več kot 900 prostovoljcev in osebja Rdečega križa. Kot pomočnik državi in del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujemo z bolničarji prostovoljci na kontrolnih točkah ob meji s sosednjimi državami, kjer spremljamo morebitni prenos okužbe. Danes že 30. dan. Pomagamo v domovih za starejše in zdravstvenih ustanovah. Naša enota bolničarjev v mobilnem stacionarju, ki je del mobilne bolnišnice, je v polni pripravljenosti. Odlično sodelujemo s kolegi iz drugih humanitarnih organizacij in seveda se usklajujemo tudi z civilno zaščito. Naš cilj je enak, lajšati stiske ljudi, ki so velike in raznovrstne. Potrebe ljudi v stiskah naraščajo. Mnoge žal ne moremo vse odpraviti. Sodelujemo pri sestavljanju in dostavi prehranskih in higienskih paketov, zdravil, izmenjavi pomembnih informacij, pri nudenju psihosocialne podpore in se borimo proti stigmi. Torej podobno, kot smo slišali že od kolegov iz Karitasa. Vendar skupaj dodatno Rdeči križ, skupaj z transfuzijskimi službami skrbimo tudi za preskrbo s krvjo. Še vedno smo v Sloveniji samozadostni, kar je zelo pomemben podatek. Vendar tudi tu smo se morali prilagoditi novim razmeram v času epidemije. Zato smo zaradi zaščite krvodajalcev, zaradi zaščite zaposlenih in v cilju preprečevanja širjenja bolezni organizirali odvzeme krvi na način, da krvodajalce povabimo z SMS sporočilom in da potem to usklajujemo z odvzemom. Vsem krvodajalcem se želim na tem mestu zahvaliti, da se tudi v teh težavnih razmerah odzovejo in darujejo del sebe za življenje nekoga drugega. Zahvala gre seveda tudi vsem prostovoljcem in osebju Rdečega križa Slovenije za neutrudno pripravljenost pomagati. Rdeči križ Slovenije je tudi del mednarodne družine in mi smo med seboj solidarni. Tako smo takoj po potresu v Republiki Hrvaški stopili v kontakt s Hrvaškim Rdečim križem in nakazali tudi takoj sredstva iz našega sklada solidarnosti ter odprli pomoč za zbiranje donacij prebivalcem najbližje sosede. Zaradi epidemije se je obseg dela in seveda tudi stroškov v Rdečem križu Slovenije in tudi drugih humanitarnih organizacij, kot smo imeli priložnost slišali, povečal. Zato pozdravljamo povabilo Vlade Republike Slovenije, ki nas je humanitarne in nevladne organizacije povabila na pogovor in prisluhnila predlogom, kako zagotoviti nemoteno in učinkovito delo humanitarnim organizacijam. Tudi mi smo v velikih finančnih stiskah, ki so posledice interventnih ukrepov ob tem, da delamo bistveno več in neprekinjeno. In tako bo tudi v prihodnje. Upamo, da se bodo razmere čim prej spremenile na boljše in mi bomo vedno tu za ljudi. Hvala.